Ksenija, še vas bom povabil k mikrofonu, midva imamo pa en tak dvodelni pogovor. Prvič, tudi sama ste prekarka. Kakšne so izkušnje s tem? Juž in dragi ljudje, pozdravljeni. Pametni pišejo, jaz sem šele pred kratkim začela pisati, tako da bom kar prebrala. Prosim. Sem samo zaposlena na področju kulture in celo odraslo življenje živim prekarni vzorec. Kot vidite in slišite, je zelo uspešno, še sem tu. Na tisoče nas je v naši skupnosti, ki nam vzorci nepravične razporeditve sredstev krojijo vsak dan. Nekateri, ki nas je mati narava obdarila z upornostjo, najdemo znanstveno-fantastične načine preživetja, ki pogosto niso legalni ali pa se gibljejo na robu zakonitosti. Brskamo po smeteh, da se nahranimo, nosimo oblačila, ki jih drugi zavržejo, samo zato, da lahko delimo talente s skupnostjo. A vsi nimamo te sreče, ne sramujemo se lastne revščine, sramujemo se duhovne bede vas na višavah, ki ne veste, kako se počuti človek, ko po celodnevnem delu nima dovolj denarja za košček kruha. Osebno, dragi vsi na oblakih lažne moči, vam želim dolgo in uspešno življenje. Dolgo in uspešno življenje pa želim tudi nam, tukaj, na zemlji, kjer nam človeški objem pomeni več kot zakladi sveta. Mnoge namreč poganja tisto, kar nas ljudi dela človeške. Sočutje, solidarnost, ljubezen. Želela bi, da ta energija nekoč zažene vašo srčno mišico, ker zaenkrat žal ne zmorete razumeti in čutiti, da smo vsi eno. Vladati zna 3-letni otrok. Osnove deljenja pa vam očitno tam zgoraj ne gredo dobro od rok. Ko se boste naučili pravično deliti, bomo spili tisto skodelico od Cankarjeve kave. Mimogrede, mislim, da je z nami avtorica grafita, ki je pred mnogimi leti povedal Ivanu, da naj si sam skuha tisto kavo. Tako da, Mojca, pozdravljena, sposodila sem si tvoj grafit, zato da z njim končam tale moj mini traktat. Mimogrede, dragi Ivan, mati ti sporoča, skuhaj si sam to presneto kavo in je več ne teži, ker je prekarka in ima druge skrbi. Lepo bodite, dragi ljudje, ali pa še bolje. Hvala lepa, Ksenija. Nocoj ste pa sicer tukaj tudi v imenu ženskega odbora Slovenskega centra PEN. Mira, še kakšna beseda v njihovem imenu? Tudi v tem primeru sem si zapisala. Super. V ženskem odboru Slovenskega centra PEN imamo veliko članic in članov, ki težko živijo, saj so skoraj vsi samozaposleni. Honorarji za izvirna dela in prevode se drastično znižujejo, tempo dela pa postaja tako silen, da mnogi zapadejo v psihične težave, malodušje, depresijo. Književnice imajo posebej težak položaj, saj jih kulturni lobiji zapostavljajo, od umetniških nagrad do vključevanja v antologije in podobno. Še huje pa je, da njihove umetniške dosežke enostavno ignorirajo. Reference, književne kritike, vključenost v javno literarno dogajanje, gostovanja ter izdaje v tujini so za pridobitev določenih finančnih virov ključnega pomena. Omenimo le državno nadomestilo za zdravstvene in pokojninske prispevke in umetniške štipendije. Že na prvi pogled vidimo, kako malo književnic jih je v preteklosti pridobilo. Tako se bo ženski odbor Mira v prihodnosti posvetil temeljni analizi kritiškega in podpornega dogajanja glede na spol v Sloveniji. Premnogo umetnic, ki prekarnosti ne vzdržijo, se zaposli na drugih delovnih mestih in zato kot književnice utihnejo zavedno. Spolno pogojena cenzura mora enkrat in za vselej postati preteklost in zato se nocoj pridružujemo vsem. Nam, vam in tistim na višavah, ki nepravični prekarnosti jasno in glasno govorimo. Dovolj!